Začnimo na začetku. Že nekaj časa mediji niso govorili o Trumpovem mirovnem načrtu, saj so bili tako zaposleni z Iranom, zato je bila Trumpova napoved 31. julija veliko presenečenje. Hamas se je strinjal s popolno razorožitvijo, točno s tistim, čemur so se ves ta čas upirali. Torej, kaj se je spremenilo? No, izkazalo se je, da kar precej. Vendar pa Hamasova privolitev v razorožitev ni prava zgodba. Vrnimo se v oktober 2025, ko je Trump napovedal ta 20-točkovni mirovni načrt za Gazo. 9 mesecev je bil načrt ujet v tistem, kar naj bi bila prva faza, premirje, ki je začelo veljati potem, ko je Hamas izpustil zadnje izraelske talce. In januarja 2026, ko so bili vrnjeni posmrtni ostanki zadnjih talcev, se je načrt premaknil v drugo fazo, ki naj bi obravnavala težja vprašanja: razorožitev, umik Izraela, upravljanje in obnovo. Vendar se 6 mesecev ni zares nič zgodilo. Pogajanja so potekala, a so zastajala in spopadi v Gazi so se nadaljevali. In nenadoma Trump napove ta preboj, za katerega so vsi govorili, da je nemogoč. Vendar pa že v nekaj urah uradniki Hamasa so pojasnili dejanske pogoje. Hamas bi se razorožil le, če bi Izrael najprej prenehal z vsemi vojaškimi operacijami in se popolnoma umaknil iz Gaze in dovolil množično humanitarno pomoč ter pristal na palestinsko državnost. Nekateri bi rekli, da to sploh ni dogovor. Trditve o preboju so v teoriji pravilne. Hamas se je strinjal z razorožitvijo, vendar le zato, ker vedo, da pogoji za to razorožitev nikoli ne bodo izpolnjeni. Pravzaprav se jim ni treba razorožiti, lahko samo trdijo, da bodo, in opazujejo, kako se pritisk preusmeri na Izrael. Razumete strategijo? Dobro. Ker je situacija z Iranom sledila še bolj strnjenemu časovnemu okviru, vendar popolnoma enakemu vzorcu. V začetku avgusta je Trump napovedal, da je pripravljen izvesti odločilen vojaški napad na Iran. Izrael je prešel na najvišjo stopnjo pripravljenosti, lovci so se premaknili na položaje, zaklonišča so se odprla. Nato je Trump nekaj ur kasneje napovedal, kar je opisal kot okvir za mir, ki se nanaša tako na Hormuško ožino in iranski jedrski program. Ker je Trump z začasno prekinitvijo neposredne grožnje vojaške eskalacije in ponovnim pristankom na pogovore umiril razmere, obe strani zdaj trdita, da dosegata napredek, čeprav se premikata v nasprotnih smerih. Trump je napovedal, da je prisilil Iran k pogajanjem, Iran pa je sporočil, da je bila grožnja začasno odložena. Nobena stran pa dejansko ne popušča pri ključnih stališčih. Na pogovore o jedrskem vprašanju bi pristali šele kasneje, če bi se najprej spremenili določeni pogoji. Torej, da napredujemo v pogajanjih, vendar ne o stvarih, ki Zahod dejansko zanimajo ali ki jih želi Trump, ampak pod našimi pogoji. In dajemo vtis, kot da je Trump problem. Vidite to? Enaka strategija pri Hamasu in pri Iranu dogaja se istočasno in čeprav gre za različna vprašanja, je identično.